Papež Frančišek je dopoldne obiskal italijanski otok Lampedusa, kjer je želel izraziti svojo bližino vsem migrantom, ki iščejo pot v boljše življenje. Papež je mašo daroval na morskem obrežju, kjer se je zbrala velika množica vernikov. Oltar so postavili na čoln, križ pa je bil v obliki sidra. Tako je celotno okolje spominjalo na dramo teh ljudi, ki iščejo pot v boljše življenje. V nagovoru je zato sveti oče potrkal na vest vsem ljudem z vprašanjem, kje je kri tvojega brata. Zahvalil pa se je vsem prebivalcem Lampeduze, ki izražajo svojo pozornost prebežnikom. Čeprav so le majhna skupina, dajejo velik zgled solidarnosti. Papežev prihod na italijanski otok Lampeduso je imel simbolični pomen. Prišel je s policijskim čolnom, ki je pomagal na kopno več kot 30.000 priseljencem v zadnjih 8 letih. Papež je obiskal otok v spomin na približno 20.000 pribežnikov, večinoma iz dežel Severne Afrike, ki so pri poskusu prehoda na drugo stran morja izgubili življenje. Zato je svoj nagovor začel z navedkom iz časopisov o ljudeh, za katere se je ladja upanja spremenila v ladjo smrti. Ko sem pred nekaj tedni slišal za to novico, ki se je žal že večkrat prej ponovila, se je ta misel o trpljenju vedno znova vračala v moje srce, je dejal papež in dodal. Zato sem čutil, da moram priti danes sem, da bi molil, vam zagotovil svojo bližino, ter hkrati zbudil vest ljudi, da se to, kar se je zgodilo, ne bi nikoli več ponovilo. Posebno misel je papež namenil migrantom muslimanom, ki nocoj začenjajo mesec posta ali Ramazan. Želim vam veliko duhovnih sadov. Cerkev vam je blizu v iskanju bolj dostojanstvenega življenja za vaše družine. Sveti oče je zatem vsem postavil vprašanje, ki ga je Bog postavil Kainu. Kje je tvoj brat? To vprašanje ni postavljeno drugim, ampak meni, tebi, vsakemu od nas. Ti naši bratje so poskušali pobegniti iz težkih situacij, da bi našli malo miru. Iskali so boljši kraj zanje in za njihove družine, našli pa so smrt. Kolikokrat ti ljudje ne najdejo razumevanja in solidarnosti, njihov glas pa se dviga k Bogu, je dejal papež, in se vprašal, kdo je odgovoren za njihovo kri. Vsi namreč radi odgovarjamo, jaz nisem odgovoren, s tem nimam nič opraviti. Bog pa vsakega od nas sprašuje, kje je kri tvojega brata, ki kriči k meni. Danes se po papeževih besedah nihče na svetu ne čuti odgovornega za te tragedije. Izgubili smo občutek za bratsko odgovornost. Kultura blagostanja, ki nas vodi do tega, da mislimo le na nas same, nas dela neobčutljive na krike drugih. Živimo v milnih mehurčkih, ki so sicer lepi, vendar niso nič. So le utvara, ki nas vodi do tega, da se ne zanimamo za druge. Do globalizacije indiferentnosti, je poudaril papež. Navadili smo se na trpljenje drugih, saj to ni naša stvar. Ob sklepu pa je postavil še tretje vprašanje. Kdo od nas je kdaj jokal zaradi smrti teh bratov in sester? Kdo je jokal zaradi mladih mamic, ki so bile na ladjah s svojimi otroki? Zaradi teh ljudi, ki so želeli nekaj, da bi lahko preživeli svoje družine, je vprašal papež. Smo družba, ki je pozabila izkušnjo joka, trpljenja z drugimi. Globalizacija indiferentnosti nam je vzela sposobnost jokanja, je dejal sveti oče. Zato je Gospoda prosil, da izbriše, kar je od Heroda ostalo v naših srcih, ter za milost jokanja nad krutostjo, ki je v svetu. Gospoda je prosil odpuščanja za vse, ki so se zaprli v svoje blagostanje, ki vodi do anestezije srca, ter za vse, ki so na svetovni ravni zaradi svojih odločitev ustvarili pogoje za te drame.